Po Sloveniji je znova potekala obsežna akcija, v kateri so ob Nacionalnem preiskovalnem uradu sodelovali tudi kriminalisti. V današnjih hišnih preiskavah so zaradi suma zlorabe položaja pri vodenju podjetja, ki jih opravljajo na območjih policijskih uprav Ljubljana, Koper, Celje in Kranj, 7 osebam odvzeli prostost. Zlorabo položaja je po navedbah policije nastalo vsaj za 25 milijonov evrov gospodarske škode. Kriminalisti po neuradnih informacijah opravljajo preiskavo tudi v Telekomu Slovenije in sicer naj bi preiskovali posle družbe v času, ko je upravo vodil Bojan Dremelj. Izvršni odbor stranke Državljanske liste je v sredo sklenil, da bo opravil pogovor še z 2 kandidatoma za novega ministra za infrastrukturo in prostor. Razgovori potekajo danes, kdaj bodo sporočili ime kandidata, pa ni znano. V stranki ne želijo razkriti, s koliko kandidati so že opravili pogovore. Minister za infrastrukturo in prostor Igor Maher je odstopno izjavo podal v ponedeljek. Ko bo predsednica vlade Alenka Bratušek o odstopu pisno obvestila predsednika Državnega zbora, se bodo poslanci s tem morali seznaniti najpozneje v 7 dneh. Takrat bo Maherju tudi uradno prenehala funkcija. Mandatno-volilna komisija Državnega zbora je soglasno podprla kandidaturo Boštjana Jazbeca za guvernerja Banke Slovenije. Državni zbor bo o kandidaturi odločal v torek. Sodeč po današnji razpravi v tej komisiji in napovedi parlamentarnih strank se Jazbecu obeta prepričljiva izvolitev. Poslanci so opravili obravnavo predloga novele zakona o potrošniških kreditih, ki prenaša evropsko ureditev v slovenski pravni red ter izboljšuje zaščito potrošnikov in nadzor na tem področju. Predlog novele zakona vnaša tudi pravno podlago pristojnemu ministru za urejanje izobrazbenih pogojev za dajalce kreditov in kreditne posrednike, dopolnjuje določbe o preprečevanju izogibanja zakonu ter odpravlja nekatere nedoslednosti veljavnega zakona. Predlogu se obeta podpora. Predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije so danes v Državni zbor prinesli prek 5600 podpisov podpore volivk in volivcev za vložitev predloga novele zakona o volitvah. S spremembo zakona želijo zagotoviti izvolitev poslancev po volji ljudi. Predlagajo, da bi polovico poslancev volili po obstoječem sistemu, v katerem prevladuje nekakšna strankarska matematika, polovico pa na način neposrednih večinskih volitev. Vodstvo mariborskega Vinaga je zavrnilo namigovanja v javnosti, da zgolj še razprodajajo premoženje, še posebej pa, da naj bi namesto sedanje vinske kleti sredi mesta nastala podzemna garaža. Predsednica uprave vinarske družbe Klementina Ihanec priznava likvidnostne težave in delni dolg do zaposlenih, ne pojasnjuje pa, kako bodo težave odpravili. Lansko poslovanje je bilo po njenih besedah primerljivo s preteklimi leti. Imeli so izpad prometa na domačem trgu, predvsem pri velikih trgovcih, vendar so ga nadomestili s prodajo v tujino. In to kljub temu, da so zaradi pozebe v aprilu utrpeli škodo. Po noči bodo padavine zajele vso državo, na severozahodu bo snežilo do dolin. Čez dan bodo padavine oslabele in večinoma tudi ponehale. Temperature bodo od 0 do 4, čez dan od 3 do 6 stopinj Celzija. Konec tedna bo oblačno z občasnimi padavinami. V soboto bo po nižinah deževalo, v nedeljo pa se bo meja sneženja spuščala. V Dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Z mariborskega letališča bo mogoče leteti v Grčijo, Turčijo in na Ciper. Mariborski študenti so z dobrodelno akcijo zbirali življenjske potrebščine za brezdomce. Najučinkovitejša zaščita otrok v avtu je pravilna uporaba varnostnih sedežev ter pasov. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.